Nevihtni oblaki nad 15-redno sejo študentskega zbora, šov v Ljubljani. V ponedeljek 27. maja se je na študentskem kampusu odvila skoraj 3 ure dolga seja študentskega zbora študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše šov. Sejo je poleg funkcionarjev prišlo spremljati okoli 40 študentov. Vhod v sejno sobo pa sta ponovno varovala varnostnika, ki sta pregledovala osebne dokumente in torbe obiskovalcev. Po opozorilih naših novinark o kršitvah zakona o zasebnem varovanju na prejšnji seji, so tokrat na vrata vendarle nalepili list, na katerem je bilo zapisano, da je vnos snemalnih naprav prepovedan. Meni osebno so več preverjali, ker prejšnjič sem ga vljudno vprašala, ko je hotel osebno, če ni tako, da mi lahko sam policija to pogleda, pa sem mu pol ni dal ukvarjati z mano, medtem kad on sem ga isto vprašala, pa je bil tako, ne, poglej si. In pa sem pač dala to osebno. Nisem čisto prepričana, če je to legalno, sama se nisem želela spuščati v ta spor, vem pa, da je moj tovariš poskušal, ampak na koncu se je varnostnik postavil pred njega in ni bilo neke opcije, tako da zdi se mi malo nefer, da se pol postavlja na nas študente, da se zavzemamo za neke svoje pravice, da nas sploh spustijo noter, ne? Še posebej, ker ni bilo odgovora na to, iz kje se točno ti varnostniki financirajo. Seja se je začela z branjem dnevnega reda, na katerega so bile uvrščene prve obravnave rebalansa finančnega proračuna za leto 2024 in finančnih načrtov za leti 2025 in 2026 ter spremembe in dopolnitve aktov šov v Ljubljani. Kot pritožbo na dnevni red je opozicijski poslanec iz poslanskega kluba Glas, Domen Vrhovnik, vložil proceduralni sklep, da se prvo obravnavo finančnih načrtov za leti 2025 in 2026 obravnava na naslednji seji študentskega zbora oziroma ko predsedstvo pripravi obrazložitev financ. Poslanci so kot gradivo za sejo namreč prejeli le tabele, čeprav jim je predsedstvo po 16. členu pravilnika o finančnem načrtu šov dolžno pisno strokovno utemeljiti velikosti vseh prihodkov in vsebinsko utemeljiti vse odhodke. To je predsedstvo tudi storilo pred prvo obravnavo finančnega načrta za leti 2023 in 2024 na 4. redni seji začetek aprila lani, letos pa teh pojasnil niso pripravili. Predsednik šov Klemen Petek je pojasnil, da prva obravnava pomeni zgolj seznanitev z rebalansom in proračunoma, medtem ko lahko vsebinske obrazložitve posameznih postavk pričakujejo ob drugi obravnavi, ko se bo proračuna in rebalans sprejemalo. Napovedal je tudi, da bo višini financiranja posameznih postavk mogoče ugovarjati na prihodnji seji z vloženimi amandmaji, sam pa bo sklical dneve odprtih vrat, ko bo lahko nanj ob predhodni najavi kdorkoli naslovil svoje pomisleke glede posameznih postavk v finančnem načrtu. Za sklep, ki ga je predlagal Vrhovnik, so glasovali le 3 opozicijski poslanci. Sledila je obravnava rebalansa proračuna za leto 2024, torej akta študentskega zbora o spremembi finančnega načrta med posameznim proračunskim letom. Predvideni prihodki so po sprejetem proračunu za leti 2023 in 2024 znašali 4,5 milijona evrov. Dejanski prihodki organizacije pa so dosegli višino skoraj 5 milijonov evrov. Direktor šov Andrej Klasinc je zagotovil, da se rebalansa ne dela zaradi šlamparije ali malomarnosti, ampak ker pride do odstopanja med prihodki in odhodki. Višji prihodki so po njegovih besedah posledica pozitivnega trenda porasta študentskega dela, ki polni proračunsko blagajno šov. Študentsko delo pa je označil za socialni korektiv, ki rešuje problem pomanjkanja ljudi na trgu dela. Kot dober ekonomist je izpostavil tudi pozitivne ekonomske trende in dodal, da čeprav iz Nemčije prihajajo neki temni oblaki, računa, da bo pri študentskem delu do krčenj prišlo šele v zadnjem valu. Temni nevihtni oblaki so skupaj z grmenjem sicer do kampusa prišli prej kot napovedano, zato se je že prvi krog razprave prekinil s sprejetjem proceduralnega sklepa opozicije, ki je predlagala 5-minutno pavzo, da se zapre okna zaradi neurja. Ne vem, na neki točki tudi mene zmočilo, tako da bi si želela, da bi seveda to uredili, ampak je bilo pa na seji dosti večjih težav, kakor dešno.
Pa ja, ni bilo ozvočenja, ni bilo mikrofonov, torej slišal se je ful slabo, sploh če si bil zadnji, spet je bilo premalo stolov, da bi vsi sedeli, sicer se je izboljšalo od zadnjič, to jim dam. Še vedno ni bilo dovolj prostora, pa pač dež je padel in okna so pustili kar odprte in smo rabili imeti proceduralno pauzo, zato da pač smo lahko spravili stvari v tak funkcionalno stanje, kjer smo actually slišali, kaj imajo za povedati. Opozicijski poslanci David Vidmar, Domen Vrhovnik in Peter Alojz Marn so na predsedstvo v zvezi z rebalansom naslovili veliko vprašanj o dvigu nekaterih obstoječih in dodajanju novih postavk. Po besedah opozicije so med številnimi novimi stalnimi projekti, ki jim rebalans namenja kar 435 tisoč evrov, navedene večinoma žurke, kot so šov Oktober Revolution, šov Fest, šov Summer Fest in šov Christmas Fest in ne projekti za izboljšanje materialnega položaja študentstva. Opozicijski poslanci so vprašali tudi, ali bodo ob dogodkih, ki naj bi se zgodili pred volitvami, poskrbeli tudi za poostren nadzor, da ne bo prišlo do samopromocije in kršenja volilnega pravilnika. Petek je na vprašanje v navezavi na dogodek šov Oktober Revolution odgovoril: "Ne spomnim se, kdaj bi nazadnje 1. oktober na kampusu vplival na izid volitev. Da pa bi se strinjal tudi s tem, da se dogodek prestavi na čas po oktobrskih volitvah v študentski zbor." Opozicijski poslanci so izpostavili tudi projekt Odprta študentska kuhinja, ki v rebalansu prejema 20 tisoč evrov. Vprašali so, ali ne bi tega denarja raje namenili iskanju rešitev v sistemu študentske prehrane ali pa podprli projekt samoniklih študentskih menz. Petek je obrazložil namen projekta, in sicer, da se s hrano gostincev, ki imajo ponudbo na študentske bone, študentom pokaže, kaj je kvalitetna prehrana. Dodal je, citiramo: "Dobili smo očitke, da podpiramo McDonald's. Mi ne podpiramo tega, saj študent gre sam tja jest." Jaz sem bil ful vesel. Pričakoval sem, da ena izmed teh točk financiranja ne je bilo nekaj, kar se tiče študentske prehrane, in sem pričakoval, da bi mogoče se moglo nasloviti tudi problem menz. Do tega žal ni prišlo. Bilo je tako onkraj omenjeno. Jaz mislim, da bi ta denar bil dosti bolj pametno uporabljen za neke, dajmo reči, revolucijo v študentski prehrani. Petek je odgovoril na večino vprašanj opozicije o razlogih za dvig financiranja posameznih postavk, vendar s ponavljanjem, da o tem nima vseh podatkov. Povedal je, da ima proračun zelo veliko postavk in da nobena velika organizacija ne ve, kam gre vsak cent. Ob tem je dodal, citiramo: "Kar se rebalansa tiče, smo ljudje. Delamo napake." In tudi odgovori so bili pač temu primerni, torej zelo abstraktni, pa zelo tako izmikanje dejanskim odgovorom, pa valjda pač ne moram jaz vedeti za vsak cent, kam gre, ampak pač, če si na taki funkciji, si pa pač poglej, drugače pa odstopi. V rebalansu je predvidena tudi ustanovitev novega člana družine ŠOU za solidarno študentsko prihodnost, za kar je predvidenih 80 tisoč evrov, v proračunih za leti 2025 in 2026 pa po 120 tisoč evrov letno. Petek je pojasnil, da lahko zavod začne obstajati šele s sprejemom akta v njegovi ustanovitvi. Ta postavka pa je v proračunu le zato, če bodo v prihodnosti želeli imeti kakšen tak zavod, ki bi se ukvarjal s stanovanjsko problematiko, zdravstveno preventivo, javnim prevozom in štipendijami. Petkovo odgovarjanje je vmes zmotil krajši izpad elektrike zaradi udara strele. Potem se je seja nadaljevala. Petek se je večkrat pritožil nad revizijo računskega sodišča, ki od ŠOU zahteva veliko sprememb v poslovanju. Računsko sodišče bo v naši hiši več časa, je pojasnil. Zahtevni postopki, ki jih velevajo smernice sodišča, naj bi bili vzrok za dolgotrajnejšo pripravo določenih dokumentov, med drugim tudi vsebinske obrazložitve finančnih proračunov. Z besedami Petka to izgleda nekako tako, da če nekdo pride in reče, da je treba spremeniti, je treba spremeniti. Poudaril je še, da bodo poslovanje v skladu z zahtevami računskega sodišča spreminjali več časa, saj, citiramo, ne moremo mi v 4 mesecih totalno spremeniti organizacije.
Sledilo je glasovanje o seznanitvi s predlogom rebalansa za leto 2024, proti sklepu pa so glasovali le opozicijski poslanci. Po krajšem premoru se je seja nadaljevala s seznanitvijo s finančnima načrtoma za leti 2025 in 2026, ki sta zelo podobna rebalansu proračuna za leto 2024. Opozicijski poslanci so ponovno zastavili več vprašanj o vsebini in višini postavk, vse od 50 tisoč evrov za celostno grafično podobo in 20 tisoč za viralne aktivacije, do postavk, ki se imenujeta zgolj Slovenija in Ljubljana, ter skupno naneseta na kar 30 tisoč evrov. Odgovore predsedstva oceni Vrhovnik. Ja, odzivi na moje vprašanje so se mi kot ponavadi zdeli borni, diplomatski, izogibanje, se pravi, realnemu vprašanju, ki je bilo zastavljeno, in iskanje neke druge poti o tem, kako so ali preutrujeni, ali kako delajo dobro in podobno. Tako da ja, kot pričakovano, odzivi vedno megli. Vsi poslanci študentskega zbora prejmejo 55 evrov sejnine, vendar pa na seje sodelujejo le opozicijski poslanci. Nesodelovanje koalicije komentira Marn po seji. Jaz upam, da spremljajo. Na kar se jaz navezujem tudi v svojih pobudah med razpravami, je, da se pač ljudje oglašajo, da lahko tudi študentje, ki pridejo pogledati sejo, vidijo, da je tudi koalicija aktivna, da tudi koalicija dvomi v to, oziroma prej sprašuje stvari, ki jih dela predsedstvo. No. Kako pa spremljajo, to pa ne vem, pa ni fair od mene, da povem. Ampak si želim, da bi. No. Upam, da. Koliko časa vzame priprava opozicije na sejo, pove Vrhovnik. Če iskreno povem, vzelo mi je dobrih 5 do 7 ur, bi rekel. Mislim, da je to vsem 5 ali 7 ur več, kot vsi ostali poslanci, minus moji tovariši, kolegi iz poslanskega kluba Glas. Medtem ko rad bi videl, da tudi ostali poslanci iz skupine Povezani, iz skupine Modro za študente, tako resno začnejo jemati te seje študentskega zbora, kot resno jih jemljemo mi. Da bi ju spodbudil k besedi, je Vidmar nagovoril poslanca Maksa Davidoviča in poslanca Povezanih Kristjana Slunskega. Vprašal ju je, zakaj sta glasovala proti proceduralnemu sklepu o prestavitvi prve obravnave finančnih načrtov in ali ocenjujeta, da je bilo 3 dni, kolikor časa je minilo od prejetja gradiva za sejo, zanju dovolj, da sta se z njim seznanila. Davidovič je v repliki ponovno izpostavil, da poslanski klub Glas krši pravilnike, saj je na zadnjo skupščino študentske organizacije Slovenije opozicijski poslanec Vidmar poslal svojega namestnika. Slunski pa je povedal le, da mu ni všeč, da opozicija na študentske poslance izvaja pritisk pred publiko in zagovarjal, da vsak poslanec glasuje po svoji vesti. Mislim, to, da so poslanci prvič zaznali neko publiko, ki jih posluša, je bizarno, ker je videti, da so vajeni pač nekega zaupnega okolja, v katerem se počutijo varni in lahko počnejo točno vse, kar želijo. Tudi to sklepanje, da je pač publika tukaj zato, ker so jih 3 opozicijski poslanci poklicali, je zavajajoče, sprenevedanje je konec koncev grožnja tako za poslance, kot tudi za publiko. In pač ne podpiram te izjave in temu treba ostro nasprotovati, ker je tovariš Vrhovnik tudi storil. Poslanci so glasovali še o seznanitvi s predlogoma finančnih načrtov, proti pa je bila zgolj opozicija. V nadaljevanju je bilo treba sprejeti še nov pravilnik o članih družine ŠOU in pravilnik o projektih. Petek je opozoril, da so spremembe potrebne zaradi revizije računskega sodišča, glasovanje proti njim pa bi bilo protipravno. Pravilnik o projektih nadomešča dosedaj aktualni pravilnik iz leta 2007, uveljavlja pa bolj natančno načrtovanje vsebine predlogov za odprtje projektov in poročanje o izvedenih projektih, tako za študentske organizacije visokošolskih zavodov, kot tudi za projekte predsedstva. Po novem imajo nadzor nad izvajanjem projektov in porabo sredstev poslovodni organi ŠOU ter finančno-računovodska služba. Pravilnik o članih družine ŠOU pa je povsem nov pravilnik, ki opredeljuje sestavo družine ŠOU, načine dodelitve sredstev, načela njihove porabe, poročanje o porabi ter načine nadzora.
Petek je odgovoril na nekatera vprašanja tehnične narave, ki jih je zastavila opozicija, in dodal, citiramo, ključnega se nič ne spreminja, samo birokracija računskega sodišča je malo drugačna, kot je bila do zdaj. Ni kot da je to zdaj večji nadzor. Zatem sta bila dokumenta soglasno sprejeta. Na prejšnji redni seji bi se morale odviti volitve podpredsednika študentskega zbora, a je bila točka nepojasneno umaknjena z dnevnega reda. Vrhovnik je spomnil, da bi morali po 30. členu poslovnika študentskega zbora to točko uvrstiti na naslednjo redno sejo. Po besedah Petka bodo volitve podpredsednika potekale na naslednji seji skupaj z volitvami 2 članov pritožbene komisije. Vrhovnik je vprašal še, koliko časa bodo vstop na seje študentskega zbora nadzorovali varnostniki, kakšni so stroški najema varnostne službe in iz katerega naslova bo ta financirana. Petek je odgovoril, da bo financirana preko materialnih odhodkov strokovnih služb. Pojasnil pa je, da so varovanje uvedli, ker se s poskusi snemanja sej ni upoštevalo načel, ki služijo ugledu organizacije. Dodal je še, da se v hramu študentske demokracije nekaterih navijaških zadev ne more tolerirati. Po seji smo novinarke več koalicijskih poslancev in poslank zaprosile za komentar, a nihče od njih ni želel podati izjave. Nekateri izmed teh, ki na seji niso govorili, so kot razlog navajali utrujenost. Po seji pa so odšli na mafijski piknik, ki se je na kampusu odvijal že od 4 popoldan. Sta pa poslanca Fazli Gaši in Kristjan Slunski naši novinarki povedala, da preko poznanstev vesta, ki je doma. Mogoče smo lahko vplivali samo na kako se oni počutijo, mogoče bojo malo težje zaspali, upam, da bojo malo težje zaspali, da je to vsaj nek minimalen efekt, ampak drugače se bo pa itak na volitvah oktobra pokazal, kakšna grožnja zares smo, no, bomo videli. Mogoče bo ta Oktober Revolution.